Ja, ne bi bil bolj obodovski, štajerski prvot Nori samuraj Musashi kao Fuken samuraj. Bi bil Fuken. Ja, Fukeni. Fuken. Absolutno je Fukeni, ja. Ljudje in ljudje, ne poslušate 96. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obod, oboroženi z bodali in ostrimi duhovi, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus. Igor Harp in Aljoša Harlamo. Tokrat znova z gostom in sicer smo znova izkoristili priložnost, ko govorimo o samurajščini, da v našo družbo znova povabimo meče znalca in živo enciklopedijo zgodovine srednjega veka, Romana Vučanka. Živja. Roman, kako si? Gre, hvala. Ponedeljke, kaj ne rečem. Hotel sem te vprašati nekaj, kako... Tudi tebe bom tako, ker sem Ano zadnjič. Kaj je prva stvar, ki si jo naredil postkarantensko, pa prej nisi mogel? Kaj je prva stvar, ki si jo privoščil? Upam, da je bilo kar si privoščil, ne kar si moral. Ne, bilo je fajn, ker sem se končno videl s parimi ljudmi. Grem po lestvici navzdol. Po lestvici navzdol? Ja, po lestvici navzdol glede svojega časa, ne glede pomembnosti ljudi. No, in kje smo mi na lestvici? Vi ste izven lestvični. Kategorični. Izven lestvični. To si vam moram zapisati, izven lestvični. Ne, fajn je, res je fino, da to vračanje v neko normalo socializiranja, kar po pravici povedano mi je vseh te digitalnega sveta rahlo že poln kufer. Očitno sem res čisto retro, ampak res vse lepo, da je Zoom in vse se da narediti, vse je krasno, pa telefoni, pa to, ampak živo, daj. Here. Ja. Res je. Današnja 96. epizoda podcasta je posvečena filmu Nori samuraj Musashi, ki smo si ga ogledali v okviru festivala žanrskega filma Kurja polt. Upamo, da ste pogledali kakšen film z festivala, mi smo jih nekaj in ob koncu bomo poročali tudi o tem. Vabljeni torej, da ostanete z nami do konca. Dolgo bo v enem kadru, ampak mi bomo zdržali. Če filma še niste gledali, a ga nameravate, potem je tole seveda standardno. In zadnje opozorilo pred začetkom epizode. Ta epizoda bo vsebovala kvarnike, vseh 400 smrti bomo povedali. Če bi ga prej pogledali brez tega, storite to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje. Mi vas bomo potrpežljivo počakali, kjer nas boste odložili. Če pa ste film že pogledali ali pa ga iz nekega razloga niti ne nameravate gledati, bi se pa kakšno uro kratkočasili z nami, pa se nam le pridružite. Maestro, prosim, zaigraj eno z isto melodijo. Skratka, mi smo nazaj, snemamo, mislim, da si Roman prvič z nami v Bežigradu, ne? Mislim, da si bil da zdaj v živo, pa tako na spletu. Tako je, res je. Tako da živo je Bežigrad. Živo je Bežigrad! To je tako koncertno vzdušje. Drugače javljamo se iznad bežigrajskega podzemlja, ker tale podhod pod Plavo laguno se uradno imenuje Bežigrajsko podzemlje. Aha. Tako da mi smo nad podzemljem. Vsi vi Kusturica fani, ajmo gor. Skratka, delamo Fukenega samuraja Musashija, to smo se zmenili med odmorom, da je to boljši prevod. Film je z lanskega leta, zdaj če povemo nekaj skratka podatkov o njem, režiser je Yuji Shimomura, to je šele tretji njegov film, predtem je posnel Reborn iz 2016 in Deset Uransu 2005, oba z istim glavnim igralcem kot tudi tukaj. A je kdo gledal katerega od teh dveh? Tokrat celo Igor je odkimal. Scenarist pa je Atsuki Tomori, to je njegov prvi scenarij za tale film. Glavni igralec v vlogi Miyamota Musashija je pa Tak Sakaguchi, japonski igralec, režiser,
koreograf bojev in kaskader. Najbolj je znan po vlogi v kultnem zombijevskem filmu Kitamure Versus iz 2000. Sem gledal? To pa si gledal, Igor, in je super. Ja. Mislim, tak začne se kar stret akcije in polje fulklanje. Ampak ni v enem kadru. Ne. Sej ni isti režiser, ampak zanimivo je narejen. In ja, všeč mi je bil. No, mogoče kdaj pogledamo še drugim. Drugače je mojster borilnih veščin model, obvlada Baji Kwan, kar ne vem kaj je, Shorinji Kempo, kar tudi ne vem kaj je, boks, kar vem kaj je, kickboks, tudi to vem kaj je, in nekaj, kar se imenuje Zero Range Combat, se pravi spopad od čist blizu. Da se drgne drug z drugim. Temo, da se drugače reče seks. Ja, tako kot ti to počneš, gotovo. Ali pa je to kakšna klingonska fora spet? Mogoče. Skratka, super, jaz sem hotel mogoče še kakšno minutko posvetiti Miyamoto Musashiju, jaz sem se pozanimal in ugotovil, da je to resnična oseba. Skratka, rojen je celo prav datume, vse ima tako, da 12. marca 1584 in umrl je 13. junija 1645, pravi Bravo obod. Tako, mi smo aktualni, tako kot ponovadi. Ja, samo ene par stoletij smo. Omaž, ja. 376 let, domnevam, upam, da sem prav zračunal. Če nisem, ne mi tega pisati. Znan je bil sicer tudi pod več drugimi imeni, po svojem budističnem imenu je bil Niten Doraku, bil je japonski mečevalc, filozof, strateg, pisatelj in ronin. Prosti, še to bom dodal, kaligraf, slikar, kipar, skratka, kar renesančen človek. Aha, ok. Skratka, če ne veste, kaj je ronin, pogledajte film z istim naslovom, tam boste gotovo razumeli. Predvsem dirkanje za avti. Ja, jaz mislim, da je to... Ja. Super film. To, kar počne Ronini. Skratka, Musashi je postal razpit zaradi bojevanja z dvorezno katano in nekega rekorda, two-sided sword je imel. Ne, on je imel dva meča. Točno je 2 meča. Potem sem pa to v nadaljevanju imam napisano, se prečujem. Skratka, z 2 mečema in rekorda nepremagljivosti. Namreč zmagal je 61 dvobojev, na drugem mestu je Ito Itosai samo s 33. Loser. Ja, le vmes je še full placa. No? Skratka, če bi radi postali sodobni Ronin, jaz mislim, da imate kar velik šans, tako 35 pa ste že drugi. No? Meni se to zdi kar ok. No? Velja za Kenseija, kar je nek japonski svetnik mečevalc, tako sem jaz to prebral. Ja, koliko razumem, je samo en ima lahko ta naziv in v bistvu pač Musashi ima že to toliko stoletij, ker noben ni nadmašil, ne? Pač v številu headshotov, I guess. Drugače pa ustanovitelj Niten Ichirjuja, oziroma Nito Ichirjuja, to je ta stil mečevanja z 2 mečema, tem daljšim katano in nekim krajšim, česar tle sicer nismo toliko videli, pobere včasih 2 katani in tako in ima 2, ampak... Vedno od enega istega tipa. Ja, glej. Tista je najboljša, no, zapomnil si ga. Pa zakaj skozi jaz? Ne, pa vedno očitno kako si je mislil, ta tip se res nije naučil. In pred smrtjo je napisal še tudi 2 knjigi, knjigo 5 prstanov in pač ni to izvirni gospodar prstanov, da ne bo kdo Tolkiena obtoževal plagijata, in pa Pot samosti. Ravno o tem šoli mečevanje ter o idejah, ki so njen temelj. Prvi film o njem je bil posnet leta 1929, Inoue ga je posnel. Najbolj znani so pa Samuraj 1 do 3 iz let 54-55, seveda zato, ker ga Musashi igra Toshiro Mifune, legendarni japonski igralec. Pojavlja se tudi v serijah, mangah, animejih, videoigrah, tako da to je cela franšiza. Več ekranizacij ima sam Jezus, po mojem, mislim. Po mojem tudi, ja. In skratka, to je skratka model in zdaj mogoče Igor razloži, kaj je ta film, ki smo ga gledali na Kuripolti, o čem se gre. V bistvu na začetku se pripravlja eni na obrambo, ker jih bo Musashi napadel. In potem jih napade in se bojujejo in potem je filma konec in 7 let kasneje se še enkrat bojujejo in potem je spet filma konec.
Ja, Kaj ne sam zadap, ja. ja. Kaj ne das? Kot si za Tolkiena, ne prej, ko si ga omenil, kako bi bil sam up Tolkiena, there and back again. Ja. Ne, jaz, če enkrat sem slišal, kako že, to sem že enkrat omenil, kao najdaljša reklamacija na Kita ever. Zdaj pri filmu je pomembno, oziroma izstopa potem, da je večina tega filma, torej cel osnovni fight, je posnet v enem kadru in pač bojujejo se pač v realnem času brez slow motion ali česarkoli z lesenimi meči. Potem je pa v CGI-ju dodana kri in zvok, pač ne v CGI-ju. Cela koreografija je narejena ali pa improvizirana, 77 minut traja in mislim, pol pa je pač odvisno od človeka, lahko če ti je to boring, pol ti bo ta film niti malo ni zate. Če ti je to zanimivo, pa lahko greš preučevati vsak detajl, kako so izvedli, pa je to ti lahko čist cool. Drugače je pa nekje na meji med tistim, da je kurioziteta in ali pa, ne vem, kot bi rekel, sapojemajoč nek dosežek, presežek teh filmarskih zmožnosti. In je zanimiv za pogledati. In vsekakor prikazatelj možnosti, kaj se vse da narediti. Ne. Mislim, pomembno je tudi to, da so danes kamere dovolj majhne, da so oni uspeli najti dovolj velik plac in dovolj igralcev, ki se znajo tako dobro mečevati, ker to pa je tudi prav fascinantno. Ni tam ljudi, ki bojo malo postopali. Ne. Res, da če si pozoren, tako kot mi to vidiš večkrat iste ljudi lahko, ne. Ampak vseeno pa vsak tukaj prikaže vsaj meni se je zdelo z laične perspektive en skillset, ki je zelo, zelo impresiven. Ja, tukaj se bi kar zelo strinjal s tabo, Igor, sploh če recimo primerjam z eno drugo tako masovko, ki jo mogoče občinstvo bolj pozna, kakšne te Star Wars zadeve, kjer če malo gledaš, ne, vse te masovke imajo v blizu kamere se še neka koreografija dogaja, medtem pa bolj, ko greš v globino, bolj vidiš, da tam dejansko niti statne, da postopajo. Da prav, in ko to enkrat vidiš, cannot be unseen, kar je žalostno. Tukaj pa sem pa prav tudi na to se malo opazoval in sem videl, da zelo dobro je ta režija, koreografija narejena. Vsi so v stavih, tudi če je najbolj oddaljena vrsta, nekega pa bi človek rekel statista, čeprav tukaj ni, ker se reciklirajo iz vrste v vrste, kar je fajn, ker si pomagajo, ne? Zaradi fizičnega napora. Edini, ki tega nima, je ravno Musashi. To je ta kurioziteta, ki je čist wow na koncu. Ampak dobro, mogoče o tem kasneje. Hočem pa to reči, da zelo podpiram to, kar si rekel. Ne? Nekdo se je zelo potrudil in rekel, glej, 77 minut si tukaj, si ali učenec, ali najemnik, ali karkoli že tvoja vloga je, ampak ti moraš se mečevati, ker se, če ne te bojo povozili. Ne? In ta mindset hočemo imeti. Tako da to je zelo cool. Kaj pa motivacija filma, jaz nekako to malo mi je ušlo, zakva on sploh, a veš, hoče ta klan iztrept, da se tako izrazim. Zdaj to je sicer tudi tako, ne? Če sem jaz prav razumel, je to po eni legendi, ker ta fight je že omenjen večkrat, seveda pač ni se v resnici zgodilo, ne? Noben ne premaga 400 nasprotnikov. Aha, ok, bo Roman pol povedal, ampak skratka, naj bi zatem, pač to naj bila neka legendaren boj, tako da domnevam, da japonsko občinstvo približno bolj ve, kaj se dogaja kot mi. Jaz sem pač vse, kar sem razumel, je, da so pač, da nekdo hoče ta klan pač zradirati z zemlje in da je pač so poslali Musashija, da to naredi. In to je bolj ali manj to, ne vem, če je kakšna druga motivacija. Na koncu je še motivacija, ko mu reče, zakaj se ne, kaj hoče doseči s tem, in on reče, jaz samo hočem zmagati. Ja. To je njegova motivacija in mislim, da je pač čisto eno gonilo človeštva, kapitalizma. Wow, v feudalni japonski. Ja. Dobro. I guess. Roman 400 ljudi premagati, ti meniš, da to je nekaj, kar v ponedeljek zjutraj narediš. Če bi si izbral dan za ljudi, je to definitivno. Ne, ker to res, tukaj sva pa ta Garfield, moj spirit animal, fat, bad and I hate Mondays. Ne, ampak ta premisa
Musašija proti klanu, kjer se vodje klanov zaradi njegovega posredovanja malo hitreje deduje ta naziv, ne, je res to obstajalo in to je anekdotalna zadeva. Čeprav je tukaj, jaz moram takoj priznati, jaz se na Musašijo biografijo ali tako res ne spoznam. Žal zelo tako oddaleč in to malo, ampak je bil ta nek klan, to se da poiskati, kjer je najprej enega voditelja bil, pa potem njegov brat pride ali neki sorodnik, pa še njega v dvoboju in potem res pride do tega enega poba, za katerega sem čital, da niti še najstnik ni bil, ne? In tudi njega. In to pa je celo tako na podoben način, da je z drevesa skakal dol. To sem pač prebral zdaj spet. Za časa Musašija, za časa njegovega življenja se spleta v njem legenda. In to je tudi zakaj je ta naziv nosi svetnik mečevalec, mogoče tudi v tem fora, ker je to že za časa začel. Ampak da se vrnem nazaj. Te številke mogoče so to samo eni dodatki, da to niso tiste body count, ni tiste, ki stewardesa, ki klika zraven, vsak body na sedežu, ampak da je to pač številka 1, 2, 3 mnogo. Se tudi v Termopilah jih ni bilo 300. Ne? Je bilo... Malo več je bilo ali manj? Vsakič manj, ampak vsakem štetju manj. Ne, ampak 300, bomo tako rekli, tako kot elektorat volilni, ne? Če smo že pri sodobnem svetu, kjeri glasovi se štejejo, ne? Ali tisti, ki imajo pravico glasovanja, ali zato, ker vsi, ne? In isto v vojnah v starem svetu tudi ni universal suffrage, ni, ne? Imaš ljuna, ki so vredni jih šteti in tisti, ki so pač tam, ne? In v Termotpilah je tudi, sicer jih v filmu malo menjal, ena gručice, pa kaj ste vi te, ampak malo več jih je bilo kot 300. V glavnem, se ne veliko, ampak še zmeri, Pržana pa tudi ni bilo milijon, ne? To je pa tudi malo težko. Jih je bilo pa veliko, mnogo. No in tukaj bi tudi jaz mogoče predvideval, da ni bilo teh, kaj je bilo 100 učencev nekega klana, ne, neka šola, in 300 najemnikov, ampak jih je bilo pa veliko. Je pa jih pa znalo biti ogromno, sploh zato, ker kolikor sem videl Musaši, kar v svoji potem te kodificirani misli, strategije in bojevanja, ne, tudi karata konc in izdato knjigo, mislim, da to ravno si rekel v zadnjem letu pred nami. Malo pred smrtjo. Tudi je tam noter en del bojevanje v gneči, ne, se pravi, ni samo dvoboj, ki je izjemna stvar, ne samo v japonski kulturi, ampak tudi pri nas v Evropi sem videl veliko paralel, to je zelo kodificirana zadeva. To ni sam, midva se slučajno srečava. Ne, tle slučajnosti ni in mogoče je tudi to en madež te neke Musaši sodobne kaste, da je pač njemu ratalo malo ta pravila ali po nesreči, ali pa zanalaš malo obiti in so to je malo kot posmehovanje in zato je bilo čaki malo. Tako da, no, pa je pa še ta bojevanje v gneči, ne, ta meli bi rekli, mass fight, ne, vsi proti enemu, ne, zadeva, in to je tle, kar je ta film, je bilo tako lušno, to malo, kar vem o njegovi taktiki in strategiji, in vseeno sem uspel noter videti, ne, tako kot on v prvem delu filma, mislim, da je bilo, da ne bom, prvi 20 minut, ajde rečemo, ne, ker on lepo film gre skozi to eno okolje pred šolo, pa pol tiste en narava, ne, pa pol je spet urban fighting, pa pol spet malo ne predstavljalo. No, tam, ki je bilo nekako v naravi, v tistem gozdiču, ko jih je gnal pred sabo, tako prav pastiril jih je, malo jih je gnal, no, se pa nekje obrne, pa oni začnejo njega, pa to ni se pustil obkoliti, ne, v filmu. Dobro, praktičen razlog je zato, ker je kamera tam, ne, več to ne moraš študirati, ne, ni to zdaj dokumentarc, ne bi kdo pričakoval, čeprav po moje bi bil tako dolgočasen bil boj, ne, mislim, ni to, ne bo to Tarantino style, ne. No, pa hočem reči, te številke, da se vrnem k te poanti, jaz mislim, da bi lahko rekli, da bi bilo čisto okej, če da bi to neko množica, jasno, učencev, in najemnikov, ne, tle pa motivacija bojevanja, ker koliko verjamo o samurajih, je motivacija pri bojevanju zelo taka,
determinirana, ne? Pač narediti vse, kar je treba, da se naredi ta naloga oziroma služiti, čemu je pač treba služiti, ne glede na lastno varnost, kar je tudi zanimiv obrat zgodbe pri Twilight Samurai, ki pa to na glavo obrne, ne? Če na hitro preskoči, ne? To je pa, da tam en samuraj reče, čakajte, jaz imam pa razloge v življenju, zakaj pa jaz ne želim umreti. In takoj začne ratovati, ne? Mal ga tudi izloča družba. On pa reče, glej, vdovec je, 2 hčerki ima svojo mamo staro, strelo, za kjer je treba skrbeti. Men pa vsi ti dvobojevanje, pa to ni mi več. In to se pozna pol na njegovem fajtanju, ne? Še zmeri zmaguje, jasno, ker pač hoče domov prijeti. Ampak ne upleta se v fajtanje. Ni to zdaj, kaj zdaj si mi ti narobe pogledal, ne, že letijo meči in tako naprej. Tako da to... No, tok, zdaj sem prišel iz ene številke 400, zdaj na cel tle ekspozene, ampak... Ne, to je ful zanimivo, ker takih stvari niti ne pomisliš, ne? Mislim, meni je zdaj čist svet sesulo, da jih ni bilo 300. Še nisem pomogel tega, ampak ja. Zgodba drži, jih je bilo 300, zato ker je okej, da jih je 300. Ja, prekladna številka je, ne? Pa najbrž tudi res, po moje tudi v tem filmu, ne, ko on najel oziroma angažiral 100 učencev, pa 301 je bil, ne, ti pa ne. To pa preč. Ni gnar. Ja, glej, nekje se morajo staviti. No. Ja. On tudi reče v sred fajtanja, ker tam se malo osveži za ono vodo, reče, fuck, jaz sem mislil, da je bo 70. Eno vprašanje imamo, meni si, da on nikoli ne pusti nikogar, da bi mu zadaj prišel. Mislim, na trenutke je videti, da pač oni so se tudi spredaj postavili in eni tam za njimi in mirno bi lahko kdo šel čist naokrog, pa mu kaj v glavo vrgo. A tu gre tudi za neko vrsto časti pri tej vrsti dvobojevanja, da ne bi neki sneak attack poskušali? Tukaj konkretno je to mogoče ta razlika, ki sem jo omenil med dvobojem in potem pač tisto dvoboj in ostalo. So ene zadeve, kjer so kodificirane, kaj je častno in veljavno bojevanje, kaj pa ne bo dobro tudi, če zmagaš, ampak boš imel madež na časti. To so ta nekaj rečemo pravila, ali je to, zdaj v Evropi poznamo to kot neke kodekse, nekega vitiška bojevanja ali pa karkoli. No, skratka, ampak pomoč pa vse ostalo, kjer pa je pa praktično pomembno zmagati in priti domov živ, ne? In je vse okej. In pač, to sodi med vse ostalo. Ja, zato, ker tukaj jaz si tako predstavljam, jaz to tako razumem, da že v samem začetku, kjer Musashija še ni, ampak ga pričakujejo in gradijo, to je ta legenda, kjer se čuti srčni utrip in ta strah in to in vsi vejo, da je Musashi, da pač zmeri živ prije domov in ostalijo, ne? Ampak on nam tega ne bo delal, ne? On je pa zdaj enega za drugim, za tretjim in ta otrok tukaj je še edini, ki imamo in če otrok gre, ne, pot naš klan gre in tukaj smo šli dol, da v pomanjkanju naših klanovskih samurajev, tako se jaz razlagam, smo še šli te učence, pa še une najemnike smo vzeli, da bomo, ne, in čim ti greš najemnike, ne, v igro puščati, čast tle po mojem ni več tisti currency, s katerim si greš, zato si tudi bi me nekako začudilo, da če ni bila kamera vzrok, ker ti ne moreš posneti teh zdaj, oziroma celo motijo kadr, ne, če ti je frfotana okrog. Sem pa videl enih par preletov, zato verjetno, da so gledalci, da so igralci prišli z enega konca na drug konec in so morali nekako iti mimo in je bil ta prostor z njih. Pa tudi videl sem, prav je bil opazen en napad v hrbet. En pa je Musashi v hrbet, ampak ga je Musashi pač jasno odbil, ne, ker pač ne vem, ali je to bila koreografija, ali je to bila senca, ali karkoli, ker videlo se je tudi, da je koreografija, to je nemogoče narediti, to bi bilo ne vem, kako potenco število udarcev, da bi si jih so bile pa nastavki in tudi recimo isti ljudje na enak način dol padejo. Ja, kar repetitivno. Ja, ene stvari so mogli, po moje, tako narediti. Mislim, po neki logiki je on verjetno imel posamezne lokacije, pa posamezne skupine ljudi in so tako vadili to, kar se ne predstavljam, to je 77 minut tega. Jaz mislim, da imaš noter ene take prekinitve, ali takrat, ko gre se osvežiti z vodo, ali pa ko pride on neki grandmaster, ene trije uletijo noter, pa reče, jaz sem ta, pa pade potem dol. To so te, ko smo delali za gledališče, ne, ko smo delali koreografije, so ravno je bila ta dinamika,
da so bili to te miselni reseti ali pa miselni leveli, ne tako kot igrice. Pride pa ti razbije taf in pa ti je lažje sekvenco speljati naprej. Ne? Ampak mene, kar je s tem napadi v hrbet, ne, zakaj je vse frontalno, jasno, Musašijo je interesu, da so vsi pred njim pa nihče zadnji. Razen, če je Medaj Musaši, ki mu še skozi glavo gleda. Ampak mene pa tako se mi zdelo zanimivo je ta en poklon meču, prav mečevanju, ker v neki resnici, čak malo tle še eno grombje možnosti orožja na drogo, ne, z ulico, tle pozabi, pa še lej najemniki, ne, puščica in vidimo tisto ikebano iz Heroja recimo, ne, ki pa na koncu ga samo odnesejo in je tako, ne, pinkašen. Ampak razumem pa, zakaj so to tako naredili, no. Ja, kaj meni je samo tako bilo, zakaj se ne zbandajo skupaj, veš, odzad ali pa vsi naenkrat, ker bi bilo zelo hiter konc, no, se meni zdi. Ker tudi ena par tistih je, ko grejo drug za drugim proti njemu, on pa samo s tem prečnim rezom, levo, desno, poreže 7 tipov, ki si že tretji bi mogel reči, fakt to ne dela. Tako, no, ampak ja, razumem pa koreografijo, pa v bistvu tale filmski pristop do tega. Zdaj edino ne vem, to mogoče je samo moj občutek, tudi tu, da so tudi hoteli tudi s tem pokazati ta ena strah, ki med temi učenci vlada, ker vseeno tam Musaši, oni pa niti, ne vem, so mogoče samurajski družini, ne vem, to si kar nekaj pletemo v glavi, ampak niso pa oni res mečevalci, oni so učenci in pri najemnikih pa tudi, ne, najemnik. Tam na začetku onga, ki pobegne najemnika. Ja. In pri najemnikih je pa tudi tako, ne, to je tista, pri najemnik je dela, dokler je presledek oziroma prepad med dobičkom in samo ohranitvijo še tako blizu, da mu ratuje. Čim se to oddali, ode najemnik, mislim, ni problema, ne. Ja. Tako da jaz bi rekel, da ko je prvih 100 najemnikov padlo, je naslednjih 200 reklo, kakva povišica. A si razdelimo celoten denar, mi zdaj? Meni je bilo zanimivo pri tem filmu, zraven seveda enega kadra, pa izjemne koreografije, pa res napora, ne, to je tak atleticizem, nek svojevrstni atleticizem. In tudi ena določena deromantizacija tega samurajskega boja. Ne. Vse vem, dvoboj je neki, ne, in tega je bilo v samurajskih filmih kar precej, ne, torej, da dva v zen zamaknjenosti čakata na tisto pravo potezo in potem z enim zmaga pride hitro kot meč padejo, ne. Tle pa je tako, dosti bolj divje, dosti bolj metanje mečev, naprimer, ne, pa tudi odbijanje teh poskusov napada, ne, ko je bolj vidno vse meni, ne, v ekraniziranih evropskih dvobojih, ne, torej imaš blokade, pa tak naprej, medtem ko v samurajih tega niti ni bilo, ne. To se mi zdi, da je ena taka deromantizacija tega se mi je zdela tu. No. Zato, ker je pač tako, pač ta tehnična odločitev, karkoli je pač bila, ne, je pač zelo mejila seveda stvari, ne, nimamo, kot je Igor rekel, nimamo slow motion, nimaš ti zdaj nekih teh bližnjih kadrov, odsekanih pač udarcev, nimaš ti niti, ne vem, prostetike, se pravi, nobenmu ne more odrezati roke, glave, noge, ničesar, ne. Vse zgleda bolj tako, ja, udarci z lesenim mečem, pač še najbolj, kar more boleti, je udarc po glavi, no. Ja, tizga se kar dost poloti, ampak meni je bilo zanimivo, ker točno to, kar si ti rekel, Mito, meni je ravno zaradi tega imelo nek efekt realnosti. Dost bolj kot Romans je tam napisal, recimo Kill Bill, ne, kjer imaš pač to kri šprica, hektolitrih, pač imaš to režijo dinamično, ne, tle imaš pa vseeno bolj tako, kljub zelo odličnemu premikanju kamere, ne, imaš dokaj statične kadre, kjer pač ti ves čas vidiš njega obkroženega s 5, 6 in on mora včasih odbijati po 3 napade naenkrat, pa te udarce in pač noben od teh udarcev ne zgleda blazno resen, no, pač. Ampak ravno zaradi tega se mi zdi, da ja, jaz bi prej rekel, da nek realističen boj z ful nasprotniki zgleda tako, kot pa vsak prileti, pa pogledamo od blizu, pa oči vidimo, pa ne vem, kaj se vada, ne. Pa še kakšna enostavčnica. Pa tako, ja. Ja, fuli te fetišizacije tega, rečemo, Bushido boja, da se tako izrazim, ne, bolje ta resna. Pričemer, meni je bilo tudi smešno. Fino mi je tudi zaradi tega, ker v resnici, kaj sem že rekel, Sakaguchi, ne rabi kaj dosti igrati utrujenosti. Jaz mislim, da je bil tip, po moje, po 70 minutah tega vihtenja, tudi če je lesen meč, tudi če to je bil zmatran ne vem kaj. In ful dobro sem bili, v bistvu na cajte me stvar spominjala kaj na eno igrico. No? Ta lokacija, kjer je to trening camp, ki je ravno dovolj
neki je res giban teren, hkrati pa izgleda res kot kulisa vse skupaj. To, pa tole pitje vode me ful spominjalo, ko pobereš, ne vem, Healthpack, Healthpack, ja. Tako to se to je izgledalo, pa sem samo se pa, koliko še jih je. Ja, pa Frišen meč, ne? Ja, To je bil zelo lep dodatek, Frišen meč, kar je una pragmatičnost proti tistmu moj meč, moja duša. Ne, ne, pač lej. Tale še ni zlomljen. Ja. Oziroma, še nekaj, ne, to je taka pa še takrat pred dolgimi časi, ko sem še lahko treniral eno japonsko veščino, kaši mašinerijo in od tam je zelo veliko lušenega, vidim v tem filmu, ko križ prica, ne, ker je, tudi on je mal zapacan, ne, od krvi drugih mogoče ali bolj, ne, ampak se lepi na ročaj. Ti se pa zelo nemogoče zdaj, pa še, to se meni takrat zdelo hecno, ampak je res, ni sicer tle zabadanja, ker bi bilo prenevarno, ampak v človeška mast, ne, potem to ostrino meča predvsej tako mal ne topi in se lepi in je v času potem je treba začeti cukati. Ne, samo gibanje, sama ta uporaba meča na to vpliva in takrat je fajn zamenjati rezilo in to se mi je zdelo, wow, cool, če je to ta razlog. Ja. Pa to velja predvsem za katane ali tudi za te evropske, ta ogromne meče, recimo viteške, ali se pri teh pač nič ne pozna, ker je v osnovi klada iz železa? Nisem opazil, niti ni to klada iz železa, je v bistvu res taka, kar se tehnološko tiče, pa tega, kar hoče narediti, je precej podoben katani, ki je dvoročen meč. Ne. Je zelo taka, ampak nisem opazil nikjer, da bi ravno ta zadeva bila tako omenjena. Ne. Mogoče tudi zato, ker je oblačilni red bil drugačen, druga oprema je bila in verjetno ni prišel do tega. Čez chainmail imaš dost manj krvi kot čez kimono. Ne? Bi človek rekel. Ampak pa tudi kakšne druge stvari, pa tudi tehnika je mogoče malo druga, pa se ne pokaže. Ampak hočem reči, ta Frišen meč, ko je on, ne vem, ena skupina, en segment gre, in on tako, zdaj imam za predah in eno rogoznico odmakne in tam je meč in je tam tista glinena posoda in to mi je bilo tako prav, Ne? Na začetku sem mogoče celo mislil, da me moti. Sem rekel, dobro, pa dajte, no. Ampak potem sem rekel, čakaj, ne gledaš to s te, oni bi lahko to drugače naredili, če bi hoteli. Mogoče pa ravno point v enih drugih stvareh in zato mi je ta film, bolj sem ga gledal, dejansko mi je začel ratovati manj dolgočasen. Res, Ja, meni isto. Mislil sem najprej, da me bo repetitivnost malo utrudila, ne? Pa začel sem predvidevati tiste tipe, ki bojo dobili headshot, ki so bile te na glavne prostetike malo opazne, ne, pa sem že potem stino se tako zabaval, on levi, headshot, pa on desen, headshot. Pa en tip z takim bež kimonom, ki je bil edini, pa se non-stop isto pojavljal, njega je non-stop na isti način feintal, ne, tako da je zagrabil za roke, vrat prerezal, pa mu meč vzel, tako da je vedno tako tudi med bojem refreshal svoj arzenal, no. Ampak ni pa bilo repetitivno, res ne. Vedno manj, tako se mi isto zdelo. Ne, dejansko uspe to, ampak mora ti biti všeč gledati fajtanje. Ne? Ja, ni to za vsega. Isto, ko pač ti mora biti pri filmu Ronin všeč gledati Car Chases, če se te Car Chases bojim pri filmu Ronin, boš pač zaspal. Ampak resno, če gledaš na kanalu A, kjer ti dajo fucking reklame sred najboljšega Car Chasea ever in pa te zbudijo. Lahko. Bomo zen. v tem filmu je skozi Renault, čeprav je Žan, ampak je vsaj Renault. Ajde, imaš avto. Ampak vozi pa Peugeot. Tako da ja, to je to, zelo je dinamičen film in zanimivo posnet. Vsekakor me bolj zanima, ker imam tale spisek filmov v enem kadru, ki sem delal, nekateri med njimi so bili narejeni tako skoraj bi rekel on a dare, da vidim, če to zmorem. In me tukaj zanima, kaj je bila tukaj motivacija. A je bilo tako, da se izkaže režiser in glavni igralec tehnično sposobnost svojo, ali je bilo, ali sta videla, da je to zgodbo edino na tak način mogoče prikazati?
Ne vem, meni je bil všeč ravno zaradi tega pač realističnega efekta, ker pol, ko on drug dvoboj pokaže tam na obali une reke, ki ga lovijo, koncu, tiste je pač tako Hollywood ali pa nekaj karkoli. Spešeno je malo. Ja. Ja, pa saj tudi na Tam so začetku, točno ti rezi, pa tako pa ni Vse isto je na začetku kot ta malega, pa metulja. metulja, tisti ni bilo lepo. Evo, jaz bi pa nekaj vprašal, ker žanr samurajščine sem jaz skušal, pa nisem tega full gledal, da me ne kdo zamenjal za kakšnega strokovnjaka. Da pač osnova samurajskega filma je torej Mečevalec, pa ta nek Bushido. Bushido filozofija, ki se je sicer tudi sama skozi zgodovino spreminjala, dodajala pravila, spreminjala neke postulate, pa tako naprej, tako da ni vedno enoznačno. Sam Kurosawa je to v 7 samurajih, pa še kasneje v probo Bushido na glavo postaviti, ker Bushido nekako pomeni tudi zvestoba svojemu gospodarju, zvestoba do dolžnosti, zvestoba, mislim, da potem kasneje v 19. stoletju se je Bushido preobrazil zvestoba do države in etc. V 7 samurajih on nekako to zvestobo omakne, pa je bolj lojalnost v ospredju, kao dolžnost do življenja in tako naprej. Ampak v tem filmu Bushido popolnoma umanka nekako tega, sploh ni tle prisotnega nekega kodeksa, da bi tako rekel, mogoče samo v temu, kao, da se ne gremo backstabbinga, pa nekako, da ga ne gangbangamo tamle v oni pagodi. A se vam to zdelo, ne vem, mogoče, kot, veš, govorimo o tem filmu, kot je samurajščina, ker je pač mečevalec posredi, kaj pa pač, veš, ta aspekt, a bi bil... Meni čist kot nekomu, ki je videl precej japonskih filmov in imam nekaj, se mi zdi, da pri japonski kulturi vedno naletim na nekaj, o čemer nisem imel pojma, oziroma na to, kako se pravila upošteva in kako se jih ne, je vsakič nekoliko proti mojim pričakovanjem ali kakorkoli. Hočem reči, japonska kultura, kot jo jaz doživljam, je ful bolj raznolika, kot si lahko predstavljam, in posledično ne pričakujem takih stvari, ali je to prav, ali je to ne, ali je to v skladu z njihovo tradicijo ali ne, ker se mi zdi, da je preveč kompleksna, da bi jo na tej ravni, koliko spremljam, lahko prav zares. Govorimo o žanru. Čisto specifično. Tudi to. Ok, legit. Tukaj se mi pa zdi ravno, v bistvu spet bi kar malo nadaljeval to misel, pa malo prenesel na svoje izkušnje. Tudi v pomanjkanju tega resničnega poznavanja tradicije, ki pač žal je tako, da to, kar je, ne vem, če rečem na zahod, čeprav tudi zahod ni sama ena, nismo samo zahod, to je totalna heterogenost, taka, da dol padeš, ne. Ampak tudi mi gledamo to skozi prizmo, predvsem tega, kar se je v 19. in 20. stoletju zgodilo, ravno ta en zasuk tega Bushida in te vsega orienta in to. Vprašanje je, koliko smo mi to dobili, to tradicionalno sliko, koliko smo pa mi spet to dobili, tako kot pri nas Gorenjska Alba, ki je bila izumljena, zato ker je nekaj treba imeti, ker je to prišlo nekje. Ne. In to podobno tudi, ne, če gledamo to te samuraje, sploh militantna japonska, ne, do prva polovica 20. stoletja, ki je to zabluzilo Boge kam, vprašanje, ko bi tisti srednjeveški samuraji gledali na te samuraje, ampak samuraji so bili, ne, ker so bili po rodu. Alright, to je bil pa tuk dober timing. Se opravičujem. What the fuck? Nadaljuj, prosim. No, hočem reči, ampak mislim, in zato ne, pa če tudi probam svoje znanje tega, kar gledam ali pa berem, temeljiti na tem, kar sem že videl in pol neko primerjavo delam ali pa neki sinapse vlečem, tam je bilo pa tako, ne pa, a je prav ali narobe, zgrešim. In v tem filmu, ne, ta Fuken Musashi na začetku je pod umbrelo, pod dežnikom Bushida, ker se govori, čak tam Musashi, mi ga bomo, ne, mi smo tukaj, mi smo order in discipline, mi smo tisto, kar, ne vem, japonstvo, oziroma to, kar bi moralo biti, ne, sedimo tam, urejeni so, v upravi so, tradicije tam vidiš, ne, to je vse ne. Takrat, ko 12-letnika razčesna na pol. No, ne, oni so tak. Ta sploh ta stari, ampak tudi ta je zanimiva, ne. Od Koljevke pa do groba, ne, sedita en zraven drugem in sta oba tak in sta naštimena in, ne, se pravi, mi cel, ne vem, družbeni razred smo proti tem enim, ki se kar neki gre in se noče ukloniti, ne, tisto, no, Mr. Bond, I just want you to die, ne, Musashi dosta. In tudi na koncu se mi zdi, kar je pa reki, je to vprašanje,
Pa dobro, zakaj se ti fajtaš? Kaj je te? Mislim, čestiti ni, tega ti ni, prav zgubljam te z radarja, moj radar je pa lahko sam Bushido, tako sem se jaz razlagal. Jaz to lahko interpretiram, sem skozi ta sistem, v katerem sem odraščal, sem priučen in v njem imam eno pozicijo, ne, kot vodja klana, ne, tam mladi. Kaj pa te, če me pa te fora, zakaj to delaš? In je tis nazaj, zato ker hočem zmagati. Ne, dam, konc, ne. Okay. Tako jaz. Ja, ne, tako, to čisto podpišem. Cool. Ti hočeš zmagati, tle ni kaj, mi tudi hočemo zmagati. Zdaj, ti si, mi to malo Igorja prekinil prele, glede pač teh filmov v enem kadru. Sem zaključil celo stvar. A ja, to je bilo to? Ja. Okay. Smisel, da imaš še kakšno ekspozicijo? Ne, to lahko kasneje naredimo, zdaj smo še pri samurajih, tako da sem bolj mislil, da potem... Ja, ker nekako ta film bi jaz lahko čisto noter vrgel tudi zraven tega, samurajka, to smo že rekli, zame osebno sta pač torej Mečevalec pa Bushido, ampak je pa tudi film izrecno, da se tako izrazi malo vulgarno, ne, kao ta Musashi porn. Ne. On je bil toliko krat ekraniziran, takšen mitski lik je, ne, kljub temu, da resnična oseba, da si komod predstavljam, da je bila to neka odločitev ustvarjalcev tega filma, ne, da pač rečemo, ne, mi gremo pa ga prikazati tako, ko še ga noben ni, ne, ker zgodovinsko pa v animejih, pa v Toshio Mifune filmih pa tako naprej, je pa bil prikazan zelo drugače, ne, mislim, bolj romantiziran, ne, nek lik, ki je na pol demibog, ne. Ker ja, se tudi, če greste njegovo zgodovino gledati, jaz sem se vzel čas pa malo bral, da on je že pri 17 v bistvu pomagal Tokugawa šogunatu v bistvu zmagati. Torej pri 17 je on bil en odločilnih bojevnikov na bojišču, ne. Zadnjo, mislim, bitko, da je zmagal pri 56, ne, nek duel ali kva je imel, ne. Pol se pa v neko jamo skril pa začel pisati pa slikati, ne, kot as one does, ne. Da pač ja, tale pristop do tega je pa pač prvič, se mi zdi nekako vse, kar sem jaz videl, je bolj takšen, bolj surov, neromantiziran pogled na nek takšen mitski lik, ne. To ne vem, kot da bi rekel zdaj, ne vem, da bi tak pervertiral, ne, tole kao, ja, dajmo posnet Jezusa, ki ima samo samo dela čudeže, celo ceta, veš, nič drugega. A pa ga mlatijo. Nema tekstov, a pa ga mlatijo in mučijo. Ribe vsa posota, veš. Ne, to je dosti blizu potem Pasiona, ne? Ja. A ja, Gibsonovega. tista pa torture porno, ampak ok. Drugače sem te hotel vprašati, Mito, ki si rekel, da je bil na pol demibog. Ja, oprosti, ja, četrt demibog. Moraš biti precizl. In to bi popolnoma pasalo v ta računanje te družbe, koliko si ti od kje, z kjere družine, kam plačeš, kje si vzpostavljen in evo ga, ne. On, kaj v njegovem imenu si rekel, ne, no kami, ki je označuje ta, ne, mogoče kakve, ne vem, deleže. Tiste plave krvi ali kjerokoli barvo že imajo. Ne, to... Ja, meni se je zdelo pač res zelo, neromantizirano, realistično, zanimivo pač tudi z tega tehničnega vidika, ne, in pač nekaj popolnoma drugačega od tega, kar smo do zdaj gledali kot samurajščine, ne, ker imaš pač res to estetizacijo dvobojev, ker imaš tudi to, v resnici tudi umanjka malo te psihologije boja, ne, ker ti v samurajih, zakaj recimo Sergio Leone in njegovi kavbojke so si samuraji jemali za zgled, zato ker imaš tam vedno tudi to pripravo na dvoboj. To je zelo pomembno, psihološko, kako se gledata, kdo bo prvi krenil, kdo se bo izdal s tem, ker ne more počakati, kdo bo potrpežljiv in bo čakal. Tle pač tega nič od tega ni, ne. Tle pač res sem to mahanje z mečem in pač skušati preživeti, medtem, ko te napada 100 os. Nekaj si hotel mi to vmes. Ja, v bistvu ta tehnični aspekt bi se malo navezal, ker meni je vse izgledalo, kot da je posneto z neko GoPro kamero, ne, zelo taka, ta video look je zelo prisoten. To mora biti zaradi tega, ker si giba cel cajt, ne? Tudi ta globinski fokus je zelo prisotna, veš, da ne rabi za bistvo kamera operater iskati, ki je glavni. Ker pol bi imel blur vsake toliko, tako da ne moreš drugače pomoči. Je pa tudi dejstvo, ne, da v bistvu to digitalna tehnologija omogoča v bistvu res te 77-minutni en kader, kar prej v bistvu na filmskem traku ni bilo mogoče, ali pa si mogel tako kot Hitchcock v Vrvi uporabljati trike, ne. Ja, jaz sam v pretepu oziroma v fajtu tega filma sem 2 reza videl noter.
se mi zdi, da so jih skrili. Okay. En je v hrbet skočil, ta je to zelo klasičen, tam se mi zdi, da je bil, ker tudi naslednji kader je bil zelo drugačen plan. Se mi zdi, da je bil tam en res noter, pa en res v mestu, oziroma te vasici, ko enega prereže na pol, pa je kader na njega, kjer je v bistvu zelo ukrvavljen. In potem nazaj se mi zdi, da se je tam en res zgodil. Ali pa je zelo brihtno bil nek stunt double tam že naštiman kot krval. Ne? Ampak ja, mislim, da pač tale surova, meni je osebno malo grda slika na ta video, nekako se zelo dobro pogovarja z tem konceptom neromantiziranega boja. Ne? Da je kar ok. V bistvu si mi dal odgovor na moje prejšnje vprašanje. Hvala. Prosim. Tukaj ravno, ko razmišljam, je pa tudi ta zanimiv kontrast med tem, ko jo gruča proti enemu in tistim, kaj so 4 dvoboji, ne, se mi zdi, če sem prav že, ko ima vsak svojo lokacijo, vse potihne, vse se umakne, sama krajina dvoboja je različna, ali je na mostu, ali je tam ta ulica, ki je, ali pa takrat, ki tudi dežuje, ne, v tistem še enkrat, ki se usuje in je nevihta in res dobiš tisto, kar recimo, mislim, da kitajska kinematografija zelo špila na to s tistimi herojskimi filmi, ki so izjemna umetniška dela, že vizualna, prej sem omenil Heroja, ne, mislim, enaka. In tukaj je vse to skupaj. Ampak se mi je pa zdelo, da je to tako mogoče, da so ustvarjalci hoteli reči, ok, sem pa še to, ampak nočemo se zdaj s tem preveč ukvarjati, gremo se sfajtati naprej, ker Musashi, on mora naprej, on mora to sfurati naprej, to je njegov maraton, on tle ne jenja, on se tle ne ostavlja in ne bomo mu tle ponujali štantov, boksov, za gume zamenjati. Ni tega, rine, naprej. Ni za 5 stopa. Zdaj maje. Dash on, dash off, gremo daj. Se tudi tale glavni množinski boj je prekinjen, ne? V bistvu zadnji kadr, ki ga vidimo, ko se kamera vzdigne gor, tudi zelo brihno narejeno, ker se po mojem vsedo na eno dvigalo, oziroma žerjavček, da so ga dvignili, pa samo napiše 7 let kasneje. A veš, tako, kot da to ni neken večen boja, veš, tako. Jedno to malo spominja na Ichi the Killer, mislim, da od kjer pač tudi je tale večen boj. Tako da ne vem, mogoče ima to neko globjo zgodovinsko, japonsko pomen. Ne? No, če imaš ti motivacijo nekoga, ki hoče skozi zmagati, pač v resnici nimaš kaj drugega. On se bo skozi fajtom, ker pač njegova edina motivacija je fajt, nima on niti nekih zadaj nekih stvari, denar ali pa ne vem kaj. Njemu gre za to, tako da po moje je ta, čeprav mene je priznam, da presenetilo, pa kar zamenjaš lokacijo totalno, pač preskočiš za par let naprej in pač naslednji dvoboj, ki ga pa niti ne pokažem, pa spet čist drugačen, ne, to mene tako me res mi je bilo nenavadno, ker pa čist drug, zgleda pa tako, kot da je na Soči snemano. Evo mi glave, da se mi je zdelo tako, da mimo kak slovenski turist prišel, pa tako, pardon. Pa se jim bi začel zdaj pospravljati. Kaj imate tle Narnijo? Ker drugače, ene stvari so pač tako, pač, ko govorim realistično, seveda ni totalno realistično, ne, trupla kar zginjajo, ne, večinoma v gozdu, pač, ljudje padajo po tleh, pa gled nazaj stopi, pa ni nobenega tam, ne, ene parkrat celo vidiš, kako on ustane, pa nekdo mu malo pomaga, pa tako. Ja, si tako malo jih vlačijo. Ampak ravno pri tem, no, to je ena stvar, ki sem pa videl. Kaj je to zanimivo, ne, nekdo, ki je ranjen in bi se moral tudi zgruditi, ne, v glavo dobiš neckeč, ampak se opoteče in se potrudi, da nekak gledališko koncept tega ohrani in se tam opoteče skozi. In nekdo ob strani pride in ga kot zaščiti. Se postavi v prežo, kot bi ščitil, ne vem, tovariša, da ga tam nekdo skrbi ali pa da mu kupi malo časa, da ga zvleče ven. In to je pa del tega, kar smo prej povedali, ne? Da ni tega praznega hoda, mi se osredotočamo na ta dva tukaj, zdaj ostali zaradi mene tudi kavo pijete ali pa telefon gledate. Ne, vsi so, ne, tisti ali pa čine on the edge, where they need to be, ne. Drugač pa to, ne, ta boj in konstantnost, ne vem, z tega vidika od tule se mi cela japonska zgodovina v kontekstu samurajev sploh itak se vedno zdi tako, ne vem, neko relativno zgodovinsko obdobje nekega šogunata, kjer je bil nek mir, drugače pa to, ne vem, Rim na koncu republike, to je ena državljanska vojna za drugo, to je eno klanje za drugo, to je ena za drugo. Generacije živijo s tem, ne.
In nekako mislim, da je to ta sediment, ki ga pa tudi oni morajo nekako. V bistvu samuraj je kot nek vitez, lokalni šerif, ne? Ki izvaja voljo lokalnega dajme, oziroma pri nas bi bil to feudalni vazal, ne? Ki, torej oni pač njegovo voljo, pa rečemo temu na pol napisane zakone, kao uveljavlja. To bi nekako bilo to, ne? V bistvu da se primerjati z evropskim konceptom viteštva. Ok, ravno tako, ker je paralel, je tudi nekih kulturnih razlik, kar je normalno, drugače bi bilo tisto aliens, ne Stargate. Ampak v bistvu samuraj, tako kot ta vitez, knecht, je nekdo, ki služi, to je prav, ne? Nekdo, ki služi. Zdaj, komu služi? Jasno, svojemu šefu. Ampak spet, ni pa to niti približno kak služabniška kasta ali pa kaj več. Ne. To je nekdo, ki služi z orožjem. Ta sloj se zmeri potem, v kjerikoli kulturi gledamo, se začne obdajati z nekimi pravili, ki jih mal izloči iz te družbe. In to je, mislim, da je pa to nekako dano človeštvu. Čim gre za orožje, so to ena druga možnosti in pravice pri življenju. In tudi z praktičnega vidika, to je pa, ne vem, tvorba države ali pa kjerkoli skupnosti. Če imam jaz možnost tle kontrolirati vire in si jih želim imeti več, zato da jih lahko, spet ta neodtujivost človeškemu rodu je to imeti več in upravljati z viri. In potem je meni v interesu, da imam jaz tam neko kasto, ki se bo posvetila temu, da bo čim boljša pri uporabi orožja. Jaz ne želim, da grejo na nivo delati, jaz ne želim, da trgujejo, jaz ne želim nič, samo s tem se ukvarjate in jaz vam bom dal neko posest, recimo materialni podstat, na katerem to lahko delate, ampak še več, pustil vam bom, da razvijete svojo etiko, da boste želeli to delati. In Musashi je tle po mojem, če se vrnem nazaj, mene je presunil nekaj, kar sem prebral, ko je on rekel, zdaj, če on rekel, ali pa pripisano njemu, jaz ne vem, ampak da je vsak človek bi moral iti skozi nekaj fazo v svojem življenju. In je rekel, biti, ne vem, služabnik, pa biti bojevnik, pa biti umetnik, pa biti trgovec, pa biti, skratka, ampak tudi to rabiš, zato da si lahko komplet. Samuraj pa vidimo, da je tako kot pri vitezi, nekako to vihanje nosu nad denarnim prihodom, to je tisto. S tem se potem tudi Oscar Wilde smeji, pa reče, pravi gentleman, to gentleman je moderni vitez, gentleman, je ta umikan človek, nikoli ne ve, koliko denarja ima na računu, jaz ne bom ukvarjal. In isto pri samurajih, ne vejo, koliko ima česa, kaj ima česa, celo Evropljani, mislim, da 19. stoletje, celo piše, kak zanimivi ljudje so to, sploh nikomor ni mar, da bi kaj prihranil. Ta ekonomija, kar ne, mislim, to ne postoji, zdaj smo tukaj. Vse to se nadovezuje lahko na to življenje v trenutku in trenutek je vse življenje in pač enkrat ga bo konc. In pol imaš ono zadnjo sceno iz The Last Samurai, they are all perfect. In te zadeve, to lahko zdaj zabredem. Jaz ne slišal, kako ta naba je. Ampak iz tega tega koncepta to zelo hitro ratejo gospodarji. In zanimivo mi je pa to, to je pa moja taka osebna boljka, da to časovno nekako sopada s tem, viteški razred, ki se pa pretvori iz enega starega družbenega, viteštvo v Evropi imamo karakterizirano kot vitež v zadnjih 2500 let, to je že iz Rima so equites, ki so svoj stan in imajo svoje dožnosti in svoje privilegije in davčne olajšave in praktično tudi prstan in konji in blablabla. Ampak oni šele s tem Bernard iz Clairvauxa in njegov milje, ampak vi ste milite s Kristi, ta duhovnost v viteštvu, ki jim da ta neizbrisen pešat in zdaj od takrat pa do kraja bo evropski vitezi zmeri povezani s krščanstvom. Ampak z njimi pa neki, nikoli pa niso bili pod kontrolo cerkve. A tak zmeri pa služabniki, šur, vendar. In isto samuraji, služimo, dajmijo, ampak glih ravno tako ne služimo, smo upravniki tistim, česar si mi dal, imamo svoj način, imamo svojo čast, svojo tretje deseto. Vidiš, da taki služabniki so nekako malo preveč svoje glavi, da bi bili dobri služabniki, hkrati so pa ravno zaradi svoje glavosti zelo zanesljivi služabniki, če jim daš tisto, kar mislijo, da jim pritiče. In iz tega tudi ta Musashi
način pogleda na boj, to pa to, kar sem rekel, ne, to mečevanje v teh malih zadev, kolikor jih pač poznam, da mi jih je dano videti, ampak ta njegov način pravi, malo dej pragmatico, če hočem zmagati. Zakaj bi imel obe roki na ročaju istega meča, ker me malo omejuje pri gibanju, kaj pa če imam jaz v vsaki roki svoj meč? Ja. Ne, in potem to dvoje nebes kot eno in potem to bojevanje s dolgim in kratkim mečem in si človek vpraša, zakaj bi imel pa taka dva meča? Ja, zato ker jih samuraji imajo skozi prsep. Celo Musashi govori, tam imaš samuraje, ki nosijo dva meča, pa jih ne znajo uporabljati, kaj čez njim, ne? To je kar nekaj visi tam. Ne? Tako da tukaj vidim ta samurajsko kasto kot zelo hiter, da krene iz tega služabništva, da to rata tako nominalno služabništvo, oziroma mislim, da bi nam točno v takem kontekstu najbolj povedal kakšen Denethor drugi, ki je bil uradno Stewart, ne, pa vse kaj preko to, ne. Zdaj se spet vračamo na Tolkiena. Ampak to se mi zdi super, kar si zdaj povedal in je taka res tako, to je ta sodobni management, ne, ker delavec ne sme biti, mislim, ni dovolj, da dober dela, mora tudi rad delati to, kar dela, ne, in pač ti samuraj, pač si ti, če mu ti dovoliš neko svojo etiko, da si on naredi, se mu zdi, da ta služabništvo izhaja iz nečesa čisto drugega, kot v resnici izhaja iz čistega fevdalnega razmerja in jaz ti dajem denar, ne, jaz imam tle etiko in jaz glede ta kodeks moram uno pa uno in se mi zdi, da je to zelo perfidno, no, so to naredili, zelo prebrisano. No. Ni tudi zanemarljivo, da v bistvu koliko razumem, ne, v tečajih ali pa faksih ekonomije se Suncu zraven njega tudi uporablja, priporoča brati knjigo Petih prstanov, ne. Kot nek, rečemo temu, priročnik za kako biti bitko na ekonomskem levelu. Ne. Definitivno so menedžeri vedno Sun Tzuja zelo umetnost vojne porajtali. Ja. Pa tudi njega. Ja, ampak jaz bi temu rekel, da je to predvsem, no, mogoče bo malo ostar, pa malo, ampak jaz temu rečem zloraba. To je načrtno izbiranje in to je točno to, kar iz zgodovine dela 19. stoletja, ki mu ne moremo oprostiti, pa kljub temu, da je viktorijanska doba izjemno krasna v obleki, ampak ne gre. Ne, ampak res, zloraba, ne, te ene tradicije in preteklosti za to, da se pol opravičujejo nekaj čist drugi koncepti nacionalizmov in imperializmov in te, mislim, ne, tako in tudi tukaj vidim, ampak ta psihološki pritisk se mi pa zdi, da je v tem filmu, ko sem ga tudi napisal tle od Jima Jarmusha, ta Ghost Dog, ne, da se tle pa vidi, koliko je pa en posameznik, koliko ti lahko na posameznika ukalupaš v to, da mu daš nekaj, v bistvu je v lupini, tvoji lupini, ti si mu dal eksistencialno lupino, ki je zelo majhna, ampak si mu pa nekako ga pripeljal do tega, da je to zanj cel svet, da je pa on čisto svoboden se počuti v tem in on je v bistvu nekako lastnik svoje usode, je v bistvu ni, ne. On je v bistvu eno orodje in to. In mislim, da je to nekako bistvo vseh teh zgodovinskih ali pa današnjih teh družbenih nekih razredov, podrazredov, ki se smatrajo, kako je to v bistvu so dosegli neko razsvetljenje v svobodi, v bistvu pa, če pa tako res pogledaš, so pa predvsej taki figurce nekje na eni plošči. Ja, se tudi pervertira, koliko razumem, v bistvu fašistična Japonska, ne, je v bistvu ves ta Bushido shit toliko pervertirala, pa ni zgolj to, ne, še tudi Zen, predvsem ta, kaj je bil Suzuki, če se ne motim, ne. On je bil zdaj sem čist off left field, bom zdaj skočil, ker to ni moja področje daleč od tega, ampak glih nekaj časa nazaj sem bral nekaj o temu. Torej, kako v bistvu ti svoj narod ali pa neko kasto vojake, ne, prepričati, da se morajo žrtvovati za nekaj več, tako kot je v bistvu nacizem določeno počel za svoje vojake, da se morajo žrtvovati, da morajo v sovražniku videti nehumanost ali pa nekaj tak naprej. Je Suzuki na podlagi Bushida pa zen budizma, ne, je rekel, vi morate postati več kot ljudje, zato da lahko, veš, delate te grozovite zadeve, ne. In to je bila prav spisana neka teorija pa filozofija za temu, da v bistvu je lahko pervertiral svojo, veš, vse vojake, da so lahko počeli določena grozodejstva, da so lahko bili toliko bolj nevarni ali kakorkoli, ne. In se mi zdi, da v bistvu vedno to, mislim, da se deloma dotika tudi tega, ne, veš, kao vsaka takšna predvsem mogoče Musašijeva ideologija ali pa filozofija, ki je taka malo dvoumna. Njegove knjige so se večkrat prevajale, zaradi tega, ker je vse tako, veš, malo megla napisano, najprej pa se lahko seveda za različne načine uporablja, če le znaš dobro cherry pikat, ne, pa glih prav obrniti, ne. Jaz mislim, da bi film tale, ne, Fuken in Musashi, ta izraz mi je krasen.
da bi se zelo drugače obrnil, če bi naredili še enkrat isto, recimo isto zgodbo, ampak bi šli tako reportersko vprašati najemnika, zakaj si tle, in vprašati učenca, zakaj si tle. In mislim, da bi ti odgovori znali marsikaj razsvetliti, ampak da bi res tako eno perspektivo dali. Da bi videli najemnik, ja, zato, ker so mi obljubili, da bo geld, učenc bi pa rekel, zato, ker moram. Aha. Ne? In to se spomnim, dobro, to bo zdaj ful preskok, ampak jaz se, ki je bil gost, pa tako malo klančina, pa sem res pomislil na ti znani posnetek iz leta 91, ker je ravno 30. obletnica tistega JNA vojaka, ki nekako v smislu reče, jaz ne vem, zakaj sem tle, mi bi da, ne, oni bi da se odcepe, mi da jim ne damo. Dobro, to je zdaj čist drug kontekst, ampak govorim tist, če bi se obrnili na enega tega učenca, enega tega človeka, enega tega, v vsem tem bushido, samuraj, fight, ne vem, zmage, bi dobivali čisto drugačne odgovore. Zdaj, jaz ne rečem, da ta film želi ali pa sploh hoče ali pa kaj raziskovati. Ne, tle ni prostora. Center. Če bi pa mogoče bili kakšna japonska verzija The Office, kao dobra, veš, da oni potem tam v ono kamero govorijo, jaz sem tu, ne vem, ki me je plačal. Če bi bilo to možno v skladu s tradicijo, jaz ne vem, ampak zdaj se spomnim na Kill Bill, ena ta scena, ko ona vse potovče in potem gre za Ore Nishi, ne, je pa in tam je igra svetlobe in lučine, ne, luči ugasne. In bolj, če ona vidi enega tizga pred sabo in da ga bo, ne, zdaj pa ona, ne, ona je furija on the rise, in se prežge luči in tam en poba in ona ga pa z katano poriti nažge, kao to se ti zgodi, this is what happens when you fucking around with the yakuzas, ne, biš domov gledat risanke. Da se je bil tu dober primer, če se vrnem na začetek, ker smo se pogovarjali o teh številkah, ne, tam je tudi u njih je 88, ne, Crazy 88, pa on vpraša, pa je res 88? Ne, they just thought it sounded cool. Ja, pa tle je tudi v bistvu ena podobna scena v tem filmu, ki se v bistvu dva samuraja malo kregata okrog žene enega samuraja. Ki se kar med sabo začne. Ja, potem onega Musashi na hitro pokonča tistega z večjim napuhom, seveda, ne. Onemu pa reče, spoki domov k ženi, whatever, nekako, ne. Takšna pošast pa tudi nisem, ne. Pa one... Ne želiš zmagati, nisi mi konkurent, nisi mi sovražnik. Pa tudi ono dekle z dračjem, na primer, jo spusti kljub temu, da ga izda, ne, ker se zadere samo raje tlele, ne. Spusti, tako da ja, mogoče mislim, da mogoče to celo malo nujno, ker v prvem kadru res onega tega ne pokaže sicer, ampak na pol prekolje. Pokaže metulja, ta je bila pa estetika zelo... Mene je Tina tako vprašala, kaj gledamo danes, ne, pa ja, to pa to, nekako, to bo cool, pa ona, ne, to grozno, bo kakega otroka, ne, we're good, prvi, razumeš. Ne, to so samuraji, veš, to je ful, veš, no, po drugi strani pa je ubil tudi unga metulja, ki zamahne skrili in naredi tornado na drugi strani sveta, tako da jaz mislim, da stvari so se mali zanačile. Musashi je rešil Peru predeljni. To ni kar tako, ljudje, vi ne ve, mislim, treba je gledati vse v globalni perspektivi. Ja, fino, jaz mislim, da smo kar dosti povedali. Jaz bi še vprašal, dajte na hitro, vaš najljubši samurajski film, en stavek, zakaj, Aljoša začni. Zakaj moram glih jaz začeti? Jaz, ker je Roman tle napisal, bom ukradel, seveda. Jaz sem fan Samurai Jacka. Zdaj ravno gledam, da bi, iščem ga, da bi pogledal še enkrat, ker so tudi neke nove posneli in tako naprej, ne. In bi rad tole, mislim, nimam nič proti japonski tradiciji, sami kultni filmi, full kultnih filmov je tam, ampak pač Samurai Jack je nekaj, kar mi je tako mulco ostalo v glavi in sem rekel, da to pa moram zdaj še enkrat pogledati. Ne, izjemno filmska zadeva, ne, ki ni zgolj samuraj, ampak preko tega, kak je posnet, narisan, uvede človeka v en kup filmskih žanrov. In mislim, da je prav nekaj posebnega zaradi tega en resen presežek. Zdaj, koliko pač gre za apropriacijo, pa vse te stvari je v bistvu relativno minimalno, ker pol da vse skupaj v sci-fi, pa v kup drugih kontekstov. Tako da je ja, tam se pač reši, ker je vseeno to risanka za otroke, da pač ni krvi s tem, da pač pobija bolj ali manj robote več čas. Pa duhove.
Pa duhove, ja. Ja. Pač, kjer Pa itak so veliki over the top, on Škot kaj ima, na nogi ima mitraljez ali kaj ima. Ja. Pa Aku, seveda, legendarni Aku z tistimi gorečimi obrvmi. Ne, Jenny Tartakovsky je genij. Ja, jaz bom pa izpostavil Šoguna, seveda, serijo, ne film, da ne opomote, ker sem ga 2-krat pogledal. In mi je izjemen, kljub temu, da je ta zahodnjaški pogled na to, pa deloma z Richardom Chamberlainom. Ja. Da je zahodnjaški pogled na to sicer, ampak meni je bil vedno všeč. Toshio Mifune, seveda, noter. Pa glih te zgodovinska fora, veš, ti Portugalci, ko so tam nek Drek Mešal pizna, pa te fore. Tudi, da se vrnem nazaj na Miyamoto Musashi, pri 54 je podpiral kot Ronin, mislim, da nizozemski upor proti šogunatu, ker so, ne vem, kjer Šogun je bil, nima veze, so ful obdavčili, mislim, da kristjane, ne, ker on želijo imeti na šintoizmu pa zen budizmu zgrajeno enovito japonsko, pa je obdavčil kristjane orenka, ampak pol so nekako upor zatrli, seveda, ne, ampak preko tega pa, ne vem, zdaj preko izdajstva ali kakorkoli so potem dobili special pravice, kao, da so lahko edini trgovali preko tega. No, Miyamoto Musashi je bil del te zgodbe, ki je pomagal se boriti, ne. Drugi film, ki ga bom pomenil, je pa Rising Sun. Vem, da je stupid izbira, ampak ker je nekako, se mi zdi, zopet zahodnjaški pogled, da ne bom pomote. Very good choice. Tudi to, pa Wesley Snipes. Ampak se mi zdi tako nek ta sodobni samurajski ekonomski pristop, pa tudi ta ameriška fobija pred japonskim kapitalizmom pa ekonomsko močjo. Samo tam noter so zapisane, mislim, nekako kodificirane neke določene te Bushido scene, pretvorjene skozi tnalo ekonomije in kapitalizma. Jaz mislim, da je tukaj v tem ravno od Rising Sun predvsem en strah pred tako stopnjo neizmerne lojalnosti do svoje community, do firme. Ne, da si pripravljen vse to dela, da strneš vrsto na tak način. Mislim, da je to tisto, kar je zahodni tip kapitalizma, to, kar je bolj ratalo po 70. letu, to, kjer pač everything goes, ne, važno, da je denar, ne, da neka taka lojalnost rata in to mora biti scary. Ja. Ne, to mora biti scary. Kar je čudno, potem, da so Trumpa izvolili, ki pa je zahteval zgolj lojalnost. Ne? So pozabili na ta film, so pozabili, stari. Veš, kako bom rekel, jaz teh ljudi ne razumem. Evo, to bi bila moja 2 pika. Ja, jaz imam dost bolj obvious choice za Toichi od Kitanota. Aha, Kitanota. Mislim, krasno je posnet, super struktura filma. Ni niti neki updateov, da bi neke posodobne elemente noter dal, mogoče malo v tempu zgodbe, pa samo takih filmsko-obretniških pristopih, drugače pa je ista zgodba in je krasno posneto in Takeshi Kitano v glavni vlogi je super, tako da bi kar to dal. Ja. Nek ultimativen film, sodobni. Roman, od teh samurajskih, no, tle je bil krasni izbor, že povedan. Da ne. Jaz bi se pa pol kar odločil za tega, da Twilight Samurai. Mogoče tudi zato, ker zdaj, ko imam tudi jaz svoje lastne froce, pa ne bom zdaj zasladil s tem, da razumem očeta. Ampak ja, doda pa perspektivo pri gledanju in razmišljanju na stvari, ki so pomembne. Ne? To je tista dobra stara ločnica med nečem, kar je nujno, kar je pomembno in ni rečeno, da eno in isto in je treba, choices have to be made. Ne? In no, v glavnem, čisto ko sem se malo spomnil, pa je taka malo bolj, moram reči, da sem se včasih, na mestoma, ko gledam kakšne take stvari, pa se spomnim, da sem se jaz kar malo naveličil vsega tega fajtanja, pa klanja, pa iskanje neke estetike ali fajta ali pa neke dovršenosti, ne? Tako kot Rob Roy, ko sem bil malo mlajši, da to je naredil, to je fajta, to so dobro posneli. Ne? Mal sem se naveličil tega, zdaj mogoče iščem ene druge stvari, pa se ta Twilight Samurai mogoče malo bolj usede in je v tem konceptu. Kot zanimivost je pa ta igralec Hiroyuki Sanada, ki je pa ravno takrat enkrat s Tomom Cruisom, ko smo ga omenili delo ta The Last Samurai. In tisti film The Last Samurai bi si želel tudi, da je The Last Movie made by Tom Cruise about anything, kar se tiče tega koncepta. Ne, sorry. Tom Cruise bo skupaj pokleknil tla z japonskim cesarjem in bo japonskim cesarju povedal, kaj je japonsko.
Ja, No, ampak tam je ta Hiroyuki Sanada tudi v bistvu meni najljubši lik. Najbolj tak, najbolj kul, no. V glavnem, evo. To je, no, ampak veš kaj, ne, to, kar si omenil, da Tom Cruise pove, kaj je japonsko, ne, to je Hollywood ful napredoval, ker ravno prejšnji teden je ven prišel film, v katerem igra Marky Mark, človeka, ki se je reinkarniral večkrat in prej bil večkrat Azic in se je naučil mečevanja in kung-fuja in biti samuraj. Igra ga Marky Mark, ki je v mladosti bil zaprt zaradi anti-Asian hate crime, ker je pretepel enega tipa, da je oslepel. In zdaj pa vidiš, kako so napredovali. Zdaj pa on razlaga. To je njegov redemption arc. Kaj zdaj neki tle? Ja. Da se izrazi po njegovih, he's retired. neko, ne? Redvo piče. Omenil bi še samo, preden gremo naprej. Ja. Upam, da se spomnite, da je v bistvu lik Musashi, ne, tudi v Westworldu nastopil. Ja. A se spomnite to, ne? Ja, tisti dolgo je japonski. Tam je ta Shogun World, ne? Aha, tam je Musashi. Tam je prav ta lik, seveda, ne, ker Japonci so, ne veš, kao hodl cat, zato ker je pač ta mitski lik in ga špila tale naš Scorpion, ne, kako mu že ime. Ja. Ga špila noter. In gre včeraj na YouTubeu, ko sem malo recenzije bral o tem filmu, pa mi vrže ven tale fight, pa sem to, mater, to dobro zgleda, pa čisto pozabil na tole, ne, da so ga noter imeli, ne. Yes. Ok, Westworld. Ja. Ma smo že pozabili na to. A to še bo nova sezona? Ja, ena še bo. What? Res? Je seveda, ni še konc. Mislim, sprejšnjem še ni bilo konc. Ja, jaz sem nekako pospravil že tole v žepk. No, bom še jaz na hitro dal en izbor filmov, naštel filme v enem kadru. Rope. Alfred Hitchcock, nekako najbolj znan. Niče v enem kadru. Ja, eden tebi ljubših filmov, ne? James Stewart je not. Zelo lepo posnet, dost kratek in zelo premeten, da tako rečemo. Ampak tam notek reze še jaz to pazim. Ja, Zdaj mu Saša moj priznati, da nisem, se mi je zdelo, da ni bilo nobenega. Le v vrvi pa valjda, da vidiš, ker gre skozi stene, pa mimo nekih škatl, pa nekaj vse. Hitro si najde kakor razlog, da gre za nekim predmetom, sam da... Ja, takrat je bil omejen z dolžino traka. Ja, pa tudi James Stewart ne more to igrati naenkrat. Ja, da ne! Blasphemy! Najprej ga sploh ni not, tako da se še lepo pojavi. To je tudi res, ja. Lahko odpočije. No, potem sem zbral film Victoria, ki je krasen thriller, če ga še niste videli. Začne se v diskoteki, ta glavna junakinja Victoria Densa, spoznajene tipe, v Berlinu se dogaja, ona je natakarca iz Španije in oni žurajo, hengajo se, ona malo zaljublja v enem, zelo lušen film, tako romantično, grejo von en kafič, kjer dela, malo še tam nekaj pijejo in potem naenkrat cup vletijo eni gangsteri. Oni, eden od teh tipov, s katerimi ona henga, je dolžen iz zapora enemu in zdaj morajo takoj iti oropati banko pred zoro in grejo in to naredijo in tako ono. Vse v enem kadru. Štala. Vse v enem kadru, od žuranja do ropa banke, do bega pred policijo in krasno posneto. Super. Nemški film, res. Večinoma v angleščini sicer, ampak zelo dobro. Birdman, Oskarjevec in Jeritojev, najbrž ni treba posebej predstavljati, zelo sfejkano to, da je en kader, ampak vseeno krasno posneto. Edward Norton je super notor, Michael Keaton še boljši, zadnja scena še vedno nima smisla. In, je pa lepa. Ne, mislim, meni se je zdelo ok, it's art, ne? Ampak ko sem zvedel, kaj je bila osnovna ideja tukaj, kako bi zaključili, je pa bilo to, da potem kamera gre naokrog in pristane spet v slačilnici, v teatru in je Johnny Depp in igra, se spravlja v Jacka Sparrowa, da bo igral na odru Jacka Sparrowa. In se mi je zdelo tako, zelo klepo. Come on, man. Fuj, to je to. No, gremo k bolj eksperimentalnim zadevam. Lost in London. Ni tako ful dobro, ampak je pa to nekaj, kar je Woody Harrelson posnel, edini film, ki ga je on naredil. In je bil live film, ker ga je v živo snemal in predvajal v izbranih kinematografih. Oh, wow. Ja. In temelji na nekih stvareh, ki so se njemu zgodile par let prej in potem je
2017 to šel narediti in so imeli ful tehničnih težav tudi pri izvedbi. Tak, ne vem, en del se dogaja na mostu v Londonu, ker se pa film odvija po celem Londonu in naokrog šopajo in on igra samega sebe in tak dalje. No in dejansko so tik preden so začeli snemati, so zaprli enega od mostov, kjer so rabili, zato ker je bilo obvestilo, da naj bi bila bomba tam in še to, in pa tak, ono, ne vem, 20 minut preden so bi dejansko rekli, ok, to je to, pospravimo, ne moramo posneti, so rekli, ok, lahko, tak da, glavne malo se lovijo, je zanimiv, za razliko od tega filma je dosti bolj eksperimentalno, dosti bolj nekaj probavajo, do neke mere jim ratajo, ni zdaj nekaj veličastnega. Povsem obratno, 1917, veličastnost Twitch streama, ko da gledaš računalniško igrico, daleč najslabši film, ki ga je Sam Mendes naredil, en najslabših filmov, ki je dobil nek mainstream success, ker res je tehnično je zanimiv, ampak je pa tak cheesy in najbolj igričarski film, ki sem ga kdaj videl. Prav res dobesedno imaš fight, boss, fight, boss, fight, boss in vsakega bossa igra en angleški igralec in jih do neke mere stopnjuje, pač imaš, ne vem, Cumberbatcha, tega, glavnem, pol pa na koncu, ta zadnji, do katerega pride, je pa fucking Rob Stark in je še to dodaten letdown in res, in pol mora oni igrati, da znajo kad come on. Whatever. Ruski kovček je za moj okus je bil malo preč didaktičen. Itak, se le, zgodovina Rusije. Zgodovina Rusije je predstavljena. Fucked up koncept, bom jaz rekel tako. Ja. Je zanimiv in je zanimiv tudi zgodovinskega stališča in z tega, kako so ga kot film naredili. Ni pa, da bi zdaj imel like pa te pa stvari. Pa se tlej, tako bom rekel, tako kot je zna biti western ali pa samoreski film, je tudi ta film taka glorificirana prostitutka nacionalizma, ne, da se tako izrazim. In to točno ta vloga. Ne. Tudi 1917, to znajo. Povsem obratno, v to je 22. juli, je fenomenalen film, grozljiv, o dogodkih, ki so se zgodili na to 22. julija. In spremljaš iz perspektive ene punce, ki se pač znajde tam, ko pride on psihopatih napadati. Njega dejansko ne vidiš, liki, ki so not, niso resnični, ker se jim je zdelo, da ni prav izpostavljati teh ljudi, ampak so pa sodelovali pri tem, da so povedali, kaj se je zgodilo in so pač nekaj in je res grozljiv film, zelo dobro posnet, pač priporočam. Še bolj grozljiv film Saulov sin, bomo zaključili s tem, je pa tudi v enem kadru posnet in se dogaja v koncentracijskem taborišču, kjer ta naslovni junak pomaga odstranjevati trupla in no, pol pa gre malo navzdol. Ok. Ja. Tudi dobo veliko nagrad, zelo dobro posnet film, zelo močno sporočilo in vse to, za razliko spet od 1917, ki je trash. Jezus, no. Trash, až tale film, ko da je slab. Ok, Star Trek. To je vse v enem kadru rekel. Ja, skratka, Igor, hvala za seznam. Jaz upam, da razen 1917, če niste gledali. Tudi, če ste ga gledali, vas je zdaj najbrž malo sram. Mogoče bo 1918 bolj všeč. Ja, ni bil to letnik za Igorja, zgleda. Skratka, Star Trek kotiček mi tam. Ja, zdaj v bistvu nekih samorajskih zadev prav noter v Star Treku ni toliko prisotnih, razen če greš na to konceptualno raven, pa rečeš, ja, Klingonci so samorajci v vesolju. Na nek način tudi so /pirati, no, tako nekako. Bi lahko s kravimi reki načelno, seveda. Zdaj, bolj bi mogoče izpostavil ta fora mečevanja, ne, noter. Ker v Picardo seriji, Picardo imamo Elnorja, tale Legolas, Space Legolas,
ki je Romulanec in ful obvlada meč, kljub temu, da imajo vsi ostali laserske pištole, pa tako naprej. Ampak, Civilized Age. Ne, to ste Star Wars, ti ste nekaj. So uncivilized, ki vedno reče Obi-Wan. Potem Picardov number one šport je, Aljoša? Mečevanje. Sabljanje. Mečevanje, I guess. Kaj? Sabljanje. Kaj je olimpijski šport? Sabljanje. Dobro. Ja. To. Fencing je to v angleščini. Ja. Ograjanje. Ograjevanje. To pa v Star Trek The Next Generation Hollow Pursuits epizode je v bistvu epizoda o Barclayju, oziroma Brokoli, kot ga Picard poimenuje. Za hrbtom seveda je pač noter en hitra, taka zelo zabavna scena, kjer se on z holodeck liki, ki so v bistvu posadka Enterprise, bojuje in mečuje, ker pač ima nizko samozavest in z njimi lahko zgolj tak handla, da na holodecku svoje travme pa nizko samopodobo puca. Drugače pa ja, če pa bi nekako šel na višji koncept, so pa Klingonci, mislim, da je to Roddenberry tudi enkrat rekel, so nekako samuraji, mislim, imajo nek ta zelo strikten častni kodeks, imajo svoje meče, imajo svoje kaste, nekako se skuša spogledovati s tem, ni pa tako direktni rip-off kot pa v Star Warsu, ki pa so pač Jedi, pa maske, pa ne vem, kva še vse je direktno rip-offan iz samurajščine. Tako da je to. Kaj pa v Stargateu? Ne vem, če Apophis katano maže. Se ne bi čudil, če bi res v tem Stargate Universe, koliko je bilo sezon? Pa ne vem, tudi tega minilo. Stargate Universe, prav serija s tem naslovom? Ne, mislim na Universe, na cel paket. Tega pa ne vem, jaz sem samo Stargate Universe gledal, ki je bil super, ampak ostale pa sem. Skratka, smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, poslušamo, špilamo. Roman, ker si gost, seveda imaš to prednost, da poveš svoje. Kaj si pogledal, bral od zadnjič, ko smo te videli? Zdaj, kar se gledanja tiče, sem kar mal zamrl, nisem tukaj pred ekranom. Drugače pa, kar se branja tiče, pričakujem tega zelenega viteza, to bi res nekako me kar tako malo mravlinčki to daje, tako da sem se vrnil nazaj k literaturi arturijanskega cikla in v bistvu zelo uživam spet pri prebiranju teh zadev v različnih prevodih, niti ne gledam več tak, da bi zbiral res tiste najbolj. Ampak res probam si spet nazaj se dati v ta mood tega enega mističnega. Evo ga, mogoče celo pogledam Excalibur, ki je ena od boljših ekranizacij Malorija. Tako, pol, pa v bistvu tudi časa za branje nimam kaj veliko, ker sem začel delati v pograjski knjižnici. Res enkrat na teden 2 uri tam knjižničarim in je fajn. V Rammstein uniforme? Okay. Vse drugo sem imel v pranju. In sem pa videl tam na policiji Origin od Dana Browna in je to, jaz tega časa nam nikoli nazaj dobil. In to je tisto, kaj je bilo tega treba, ampak to sem prebral. Je fajn, če si na plaži, pa nimaš kaj delati, pa čakaš, da ti pridejo rešiti za enega otoka. Lušne kriminalke, take res take cute, od Andreja Camillerija o policijskem komisarju Salvo Montalbanu in so take res malo krajše čtivo, kriminalka, umori, Sicilija in vse, kar zraven pride, čeprav pomaranče nisem najdel, tako da tega klišeja upam, da ga tudi ne bojo uporabili, ampak sem kar užival, res ena taka lušna zadeva, tako da toliko. Cool, super. Hvala, Roman. Igor, ti si največ obiskoval Kurjo pot, tako da povej, poročaj, kaj si lepega videl tam. Dvigni nam kocine. Z Montalbanom mi je bilo nekam znano in bolj sem šel pogledati in sem ugotovil, da je Ricardo Montalban igralec, ki je igral Kana. Od tot mi je znano. Ampak je tudi... Je tudi serija italijanska, primeri inšpektorja Montalbana. Več let. Nisem vedel, hvala. Zdaj pa, da grem k Kurji poti, Aljoši bom prepustil ta drugi japonski film,
ki je bil po mojem najboljši film na festivalu. Sta me pa še dva navdušila. Prvi je dokumentarec Osmi potnik na odru, ki je o lokalni amaterski gledališki skupini lokalnega avtobusnega podjetja v majhnem angleškem kraju, ki uprizori aliena. To mora biti veliko predstavo. In v nasprotju s pričakovanji noben ne pride gledati skoraj iz njihovega kraja, čeprav je dobrodelna zadeva. Ampak potem drugi ali tretji dan prideta dve iz Londona, ki sta tudi režiserki tega filma, ki se čist navdušita, naredita fan club in potem začneta delati film in jih spravita, da uprizorijo v Londonu, na Leicester Square, na West Endu, in tam jih najde prava publika nerdov in fanov Aliena, ki so čist navdušeni in skratka zelo, zelo feel good film, zelo taki odbiti liki so ti vsi, pol jih je itak sorodo, ta gledališka skupina. In so skrajno lušni in tudi ta tehnična izvedba tega, kak alienov daš na oder, kak chest burst narediš, vse to. A res? Zelo tega moram pogledati. Zelo DIY, tudi ono, ne vem, tisto glavo, ne, aliena, da imaš, ne vem, osnova je kolesarska čelada. In potem pač vse tisti še ne papir maše, pa ne vem, kaj vse. Potem pa oni trakec za pripet, tistega lahko vlečeš in potem se s tem odpirajo usta. Res, en DIY pristop je super, pa tudi to, kak ti amaterski igralci gledajo na igro in vse to je krasno, režiser je super zabaven tip, tako da ful priporočam, res feel good film. Drugi je pa punk rock, tudi malo feel good, Večerja po ameriško, Dinner in America je pa v bistvu tak začne se z enimi zelo tak nesti scenami, pa si tak pa tak 10 minut sem gledal tak, čem strajati, pol pa najde film svoj groove in je super in je v enem tipu, ki je delinkvent in pol se izkaže, da je punker in eni punci, obvisli, ki je full fanica njega in pač tega ne ve, ampak vsi mislijo, da je ona malo zaostala in ji govorijo, da je retard, pa žalijo, ampak pol se izkaže, da ni. V glavnem, zelo tak film jezen in punk rock. Zelo punkerski. Prvih 10 minut malo tak, nisi ziher, pol pa res, ful priporočam. Večerja po ameriško. Tudi ful dobra muska. Pa 90s. Pa prebral sem knjigo Gods of Jade and Shadow od Silvije Moreno, ja. In je super. Prvi del, pravim filmu, prvi del si malo tak, ki je zgodba o pepelki, pa je ta ena punca v 20-ih Yucatanu v nekem malem mestecu, pa grdo dela z njo sorodniki, pol pa te vlomi detko v eno škatlo in misli, da bo nek denar ukradla, ampak najde od kosti in proba pogledati, če so pod kostmi, če je kak denar. In ni denarja, se pa zaskali. In ko se zaskali, se iz tistih kosti vzpostavi bog Hun Kame, bog podzemlja, ki ga je njegov brat, dvojček Vukup Kame, ubil s pomočjo njenega dedka in zdaj tu skrit od spoda in s tem, ko se je ona zaskalila in pač on črpa njeno življenjsko energijo in zdaj mora najti par manjkajočih delov, prst pa uho pa tak dalje, da bo spet cel in se bo lahko soočil s svojim bratom. In sta ona dva greta na en journey, ki je hkrati tak en mythological journey, full enih stvari ima podobnih kot v American Gods, zakaj so bogovi in zakaj mora na pot in kak pomen simbolov in tak dalje. Se pa to dogaja v 20-ih v Mehiki in imaš tale spremenjajočo družbo, vpliv džeza, on je full iz nekih revij, pa to ve za te stvari, ne? Ampak potem pa ima možnost spoznati, pa iti v mesta, pa plesati, pa muziko poslušati, pa videti karnevale in tak dalje. In
imaš še hkrati ta svet spoznaš in je ful zanimiva z tega stališča, potem pa pač privede vse do enih teh mitoloških spopadov, ki so zelo dobro narejeni in še ljubezenska štorija je noter in zelo dobro. Ja, tako da priporočam. Mito, ti imaš kaj? Ja, mislim, zraven teh, ki se sprot spremljam, torej predvsem Handmaid's Tale. Je že konc? Ne, pa dajte prosim pogledati, ker meni je, še enkrat ponavljam, ful je weird, predvsem pa so mi zanimivi pristopi, toliko več jeza je noter, predvsem v tistih delih, kjer je za režiserskim stolčkom Elizabeth Moss. In meni je dobro, hkrati pa ful zanimivo, posebej, če kontrastirajo z prejšnjimi sezonami. Tako da ne pred spojilo, samo pač poziv, ker ful ne beremo o tem noben na Twitteru, pa tako nisem nekako vokalni okrog tega, če kdo to gleda, pa me zanima še kakšno drugo mnenje, ker sem zgolj samo s Tino debatiram in to sploh gut ali ni, ampak nekako vsak teden kome čakam na naslednji del, ker je tako, what the fuck, kam še sploh lahko greste, zakaj toliko jeze, ampak ta jeza je čisto na drugem levelu kot v prvih sezonah, tako zelo, zelo differentno. Zaključil sem, mislim, da glih Tomb Raider, drugi sem ga prešpilil tale na PS3, po katerem so pol film naredili z Vikanderjevo in je bolj zabaven, kot sem ga imel v spominu. Špil. Okay. Filma spomnim, nisem gledal. Če sem enkrat gledal, je bilo to tako zelo hitro mimo. Pa v teatru sem bil končno po vsem tem času v Šentjakovskem gledališču. Bom rekel drama, Pelikan. Gut izdelek, kljub temu, da je v bistvu Šentjakovsko gledališče ima 100-letnico in so dali to prvo predstavo po 100 letih nazaj gor na oder v režiji Bulca, upam, da sem si prav zapomnil. In kljub temu, da je v bistvu ljubiteljsko gledališče, je čisto super predstava, tako da si jo opet pogledati. Mogoče na eno kritiko stisnem je mogoče na cajte malo tempo porušen, za kar pa niso igralci krivi, to je režiserjeva dolžnost, tako da, če me poslušaš, ne, I don't give a fuck, ampak pač na cajte se zna malo vleči, ampak drugače je pa zanimiva drama, predvsem mislimo mogoče nekih pasteh materinstva, se bom previdno izrazil, ki je malo tak fucked up neka scena, družina zaprta v enem stanovanju, moški je umrl, ampak je non-stop prisoten kot duh, sin, ki ne najde poti naprej. Hčerka, ki se je poročila s kretenom, ki hoče v bistvu družinsko premoženje nase prevzeti, ampak premoženja pač ni, ker ga je mati pojedla za vso kislo smetano, ona ni hranila svojih otrok in zdaj so vsi jalovi, ona pa se masti z kruhom in mlekom za to, da pač tak, fucked up shit. Tako da priporočam. Tipična slovenska drama. Ja, kar it's fun. Super. No, jaz sem na kuri poti sva z Igorjem gledala tudi film Beyond the Infinite 2 Minutes, oziroma Neskončni 2 minuti, japonski film z lanskega leta, nizkoproračunski, z zelo simpel predpostavko potovanja po času, skratka nek tip ugotovi, da ima povezana skratka računalnika, ki sta da spodnji računalnik, kako bi rekel, ki ga ima v svojem bistroju in njegov komp, ki ga ima na sobi, ja, v stanovanju, da je med njima 2-minutna časovna razlika. Skratka, v sobi je 2 minuti naprej kot spodaj in pol to seveda ugotovi tako, da se pogovarja sam s sabo čez 2 minuti. In to nekako se razplasti do tega, da seveda opazijo to tudi drugi in pol pride še 3 modeli, njegovi prijatelji, skratka, in skupaj z njegovo zaposleno in na koncu se skratka odločijo, da bodo seveda se postavili oba ekrana, tako da v enem lahko gledajo pač daleč preteklost, drugem pa kar precej v prihodnost. No? In seveda potem se stvari zapletejo, kot se pač zapletejo pri potovanju v času. Pač meni se je res dela, tako kot sem rekel, res je simpel ideja, tako zelo butasta, 2 minuti, pač ni zdaj 10 let, a pa ne vem kaj, 2 minuti, tako da marsikaj je spet repetitivno, tako kot smo pri pač Samuraju, zdaj nekaj ti pol gledaš še enkrat ta prizor, ker si ga že prej gledal posnetega, pač zdaj pa ga gledaš, kako oni v živo, ker ga morajo ponoviti. In pač ful teh paradoksov v tem, če si ti zdaj povedal, seveda moraš čisto isto povedati čez 2 minuti, kaj se bo pa zgodilo, če ne boš, ne? Če ne boš naredil tistega. Meni je sicer konc bil malo tako zelo predvidljiv, bom rekel, ampak
ta sama štorija, pa kako so to naredili, pa potegne tudi en tak feel good ven. No? Ni zdaj, če tudi se neki zaplete z nekimi kriminalci, na koncu se tudi rešijo pač s tem, ker pač vejo, kaj bo 2 minuti naprej. In uporabijo činele in kečap in nekega, kaj že nekega pasavca, kaj nekega igrača. Skratka, taka zelo simpatičen film. Meni je bil zelo všeč. Pa spet isto kot Musashi, tehnično je genialno. Ja. Mislim, full manjši scale, ampak je v enem kadru in razen pač tisto, kar oni posnamejo, so morali že prej posneti, da je gor, razen če so še z eno kamero snimali. Kakorkoli. Dejansko je v enem kadru in kamera sledi in oni sem pa tja hodijo in časovno skače, ampak tudi je ful dobro, ker ni, da ti za trenutek ne veš, kaj se dogaja ali kdaj se dogaja ali karkoli. Ti celce brez problema spremljaš. In tako kot je bilo pri vseh filmih na Kurje poti, to je ful treba pohvaliti, se avtori pozdravijo, nekdo iz ekipe in tukaj sta bila režiser in scenarist in je on prvo rekel, da je probal nek puzzle narediti, da niso imeli nič budžeta in vedno me bil sci-fi cool, pa to dobo in res mu v redu rata, ful je clever. Ja, tako je kot Dark, sem ne tok epsko, pa ne tok zapletena štorija, ampak dejansko je res skonstruirano, skonstruirano pa je tako, da pač oni morajo neki pač pol gledati za že res full minut naprej, ker se javlja ne vem, z 3. ali 4. ekrana, ne, in pol vmes prileti in seveda pol mora reči, glej, pasavca boš dobil, the best, ima nekaj si maha. Res je tako pač simpatičen, ampak tako na koncu pač tako simpatičen in čist pozitiven film, no, tako, tudi ljubezenska štorija vmes in tako. Skratka to, in ko smo že pri potovanju v času, gledam tudi pogledal sem prvo epizodo Lokija. Ja, nisem htela omeniti, če kdo gleda. Jaz sem ga pogledal in nenavaden je. Jaz bom rekel tako, da pač vsi pričakujemo, da z Eternals grejo Marveli mal še razprejo pač to neko, grejo v neko fantastiko, magijo, karkoli, ampak tu noter je pa tako en tak distopičen občutek, skratka tega. Meni je 12 Monkeys Brazil feeling. Ja, to v nekem tem smislu. No, pač neka birokracija, ki ureja ta pravi timeline in pač komično je, smešno, ampak malo je pa čudno, no, ker vseeno je to, govorimo o Marvelu in govorimo pač o tem, da do zdaj je vseeno bilo kvazi realistično, so bile te stvari, no. Tako tudi, mislim, da so zelo hitro kako ne rečem, zelo visoko zastavljene cilje in koncepte iz 3. faze vrgli zdaj v en predal in je v bistvu samo še smet. Tako naprej ti, spoiler, Infinity Stones, ki jih Loki najde v predalu birokrata, pa on reče, to imamo vsi tlele, veš, to se pač imamo za paperweight tle. Veš, pa on Loki takrat skuži, fuck, tile tipi TVA ali kva so že, so pač resni, veš, to je serious shit, ne. Owen Wilson je meni super. Ja, odličen. Pa tudi ona, tista policajka mi je zabavna, ki je igrala v Lovecraft Country, pozabil sem ime lika, sicer pa je tudi igralka, se upravičujem, ampak ona, ki menja kože v belko pa Ja, kjer pa? Ta belka ali ta črnka? Ta črnka. Tako super, no, zaenkrat je zelo zanimiva, pa zelo drugačna, me pa zanima, kam bo pelal, pač ne bova kvarila tukaj, kaj je osnovni zaplet, ampak pač ima povezanje z časom. It's got glorious purpose. Tako. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, to je bila že 96. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Roman ne morem odpustiti 19. stoletju v očajnk, Mito, on na levi headshot, on na desni headshot, Gegič, Igor, temu se drugače reče Seks, Har, in Aljoša, promotor Soče 2021, Harlamo. Tole epizodo smo znova posneli v našem štabu v kinu gledališču Bežigrad, ki se mu zares zahvaljujemo za gostoljublje. Upamo, da ste ga že kaj obiskali, če ne KGB, pa vsaj vaš lokalni kino ali kinocenter, medtem so se odprli tudi Cineplexi. Kino Bežigrad poleg kinodvorane večerje pred filmom ponuja tudi drive-in in kino na prostem. V naslednjih tednih bo ob sredah gostoval tudi na strehi Aleje, za tiste, ki ste najni sosedje z Igorjem v Šiški. Skratka, če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali,
delite to, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se boste v naslednjih dneh znašli v boju s preštevilnim nasprotnikom, vam zaupamo skrivnost. Če 3-krat hitro rečete Star Trek in hladno pivo, se bo zagotovo pojavil kateri od nas treh. Toda gorje, če mu v zameno za pomoč potem ne nudite Star Treka in hladnega piva, potem si boste želeli, da bi vas premlatilo 400 samorajev. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast KM obot brez pikic vmes, tja delimo rajcere, prikolce, novice iz sveta, žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, predloge za film v enem kadru, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Ampak za naslednjič mi že imamo zelo detaljen plan. To je bila 96. epizoda, samo še 3 epizode do jubilejne 100. Če spremljate naša družabna mreža, že vse veste, naslednja 97. epizoda bo posvečena filmom o okoljskih katastrofah v podporo seveda referenduma proti novemu zakonu o vodi. 98. epizoda bo zadnja redna epizoda 3. sezone in bo posvečena B-filmom o morskih psih, ki imajo morske pse že v naslovu. Gostja bo Maja Peharc, ki rada gleda trash. Poleti pa načrtujemo 2 specialni epizodi. Julijska naj bi bila posvečena Črni vdovi. Tu si še lahko premislimo, tako da spremljajte naša mreža. Mi to nekam potuje, pa bomo mogli glede tega oblikovati, kako bomo to izvedli. Augustovska omenjena jubilejna 100. pa je seveda posvečena seriji Star Trek The Next Generation. Predtem naj bi pa gostovali tudi v živo na Grossmanovem festivalu. Tudi o vsem tem boste pravočasno obveščeni. Do takrat pa ostanite zdravi in se poslušamo. Kako se reče adijo po japonsko? Sayonara. 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 Sayonara, Ljuša sama. Sayonara.